Kako pa ocenjuješ današnji evropski večer? Kot prvo me najprej veseli, da je bilo za mesto evropskega večera izbrano prav Kamnik, kar daje eno posebno težo tudi našemu občinskemu odboru. Gospod Peterle in gospa Ljudmila Novak sta že večkrat izkazala naklonjenost našemu odboru, tako da z evropskim večerom sem zadovoljen, z udeležbo tudi, predvsem pa me razveseljuje, da so bile debate izredno vsebinske in lahko rečem, da zagotovo pričakovanje. Kako Evropska unija vpliva na življenje navadnega državljana? Kaj lahko evropski poslanec stori, da se življenje navadnega občana, recimo tudi Kamničana, izboljša? Odkar smo v Evropski zvezi, lahko evropski poslanci glasujemo za tisto, kar neposredno vpliva na naše vsakdanje življenje. Če ne bi bili v Evropski zvezi, bi nas še ustavljali na mejah z Avstrijo, Italijo, Madžarsko. Recimo lahko povem tudi, da sem dal pobudo za to, da se ceneje telefonira, ko telefoniramo čez mejo. To je komisarka Redingova sprejela in že več kot leto dni telefoniramo 70% ceneje, kot smo telefonirali prej. SMS in ta kratka sporočila po mobilnih telefonih pa bodo v drugi polovici leta tudi cenejša za 60%. To so samo nekatere stvari, zelo konkretne, ki povedo, kam so šli naši glasovi ali naši predlogi, ki so bili sprejeti. In jaz mislim, da nam res ni treba obžalovati, da smo šli v Evropsko zvezo, 5 let je za nami, marsikaj se je spremenilo, tudi spremenilo se bo v kratkem to, da bodo ljudje šli lahko na zdravljenje čez meje svojih držav in bo moralo zdravstveno zavarovanje domače plačati za tisto zdravljenje toliko, kot bi plačali doma. Tudi to bo ena velika zadeva, ki bo marsikomu bolniku, sem prepričan, omogočila terapijo po njegovi izbiri. Nam lahko poveste, kako krščanska demokracija odgovarja na izzive sedanje globalne krize, ko so liberalne vrednote prišle v globoko krizo, po drugi strani pa tudi socialno-demokratske stranke ne znajo in ne zmorejo najti ustreznih odgovorov? Krščanska demokracija ponuja neko srednjo pot. Po eni strani želimo, da se krepi gospodarstvo, ki omogoča tudi ugodne pogoje potem za zaposlovanje. Hkrati pa želimo tudi solidarnost do tistih, ki si pa sami ne morejo pomagati in so ogroženi. Tudi zaradi tega so bili očetje Evrope, krščanski demokrati po drugi svetovni vojni tako uspešni, ker so uspeli pridobiti zaupanje ljudi, zato so lahko vodili Evropo, ker so bili tudi sami zaupanja vredni. In po eni strani so spodbujali tako podjetnike s takšno zakonodajo, s takimi spodbudami, da so pravzaprav lahko delali, lahko razvijali svoja podjetja, hkrati pa so ta podjetja omogočala tudi dostojno delo in potem dostojno življenje vsem tistih, ki so bili tam zaposleni. V sedanjem času pa je prišlo do prevelikega razkoraka med, na primer, vodilnimi, tako imenovanimi menedžerji in pa med samimi delavci, še posebej s tistimi z nizko izobrazbo, kajti razlika v plačah je bila ogromna oziroma je preveliko nesorazmerje. Tako da so si eni izbranci delili dobiček, medtem ko sedaj posledice krize moramo pravzaprav nositi vsi. Nam lahko poveste, če držijo informacije, da so tudi vas nagovarjali, da bi kandidirali na Evropski listi Nove Slovenije pri letošnjih evropskih volitvah? Te informacije držijo, nekateri iz vodstva stranke so me nagovarjali, da bi nastopil na listi. In zakaj se potem niste odločili za kandidaturo? Po premisleku sem se odločil, da je najboljše, da se posvetim samo eni stvari in na tisti stvari delam izredno trdno in intenzivno. Odločil sem se za lokalno politiko in za delo v lokalni skupnosti in zaradi tega sem se odpovedal kandidaturi na Evropski listi. Morda napovedujete že svojo župansko kandidaturo? O tem ne želim govoriti. To